Vitezi in kmetje, perice in kovači, gospoda in soldati, včeraj in danes, korak za korakom, kamen za kamnom, mesto. Topli in kleni ljudje in sonce. Sonce se je ujelo med klasje. Izžgalo je pesem, pesem o polju, pesem o zlatem polju. Na robu žitnih polj, med rekama Savo in Kokro, so se že davno naselili ljudje in zgradili čudovito ilirsko naselje, ki je v 13. stoletju preraslo v trgovsko mesto, mesto Kranj. Prišel je Česka fakulteta, praznuje 50-letnico obstoja. Doživljala je vzpone in padce. Ne glede na vse, pa je uspela urediti ustrezne prostore in infrastrukturo za normalno delo. 8. julija 1958 je bil ustanovljen Zavod za izobraževanje kadrov in proučevanje organizacije dela. Tako se je začela pot, po kateri Fakulteta za organizacijske vede hodi že 50 let. Kasneje so se poimenovanja spreminjala, glede na trenutno usmeritev šole, vendar se je v nazivu dokončno utrdilo ime organizacije. 18. septembra 1975 je bil sprejet zakon o ustanovitvi Univerze v Mariboru. Fakulteta za organizacijske vede je bila med ustanovnimi članicami. Univerza v Mariboru je danes med vodilnimi slovenskimi izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami. Znanost in umetnost razvija na najvišji ravni in si prizadeva za odličnost visokega, strokovnega ter univerzitetnega, dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja. Fakulteta za organizacijske vede v Kranju je kot ustanovna članica Univerze v Mariboru pomembna in znatno prispeva k njenemu razvoju. Univerza v Mariboru je celovita izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki si prizadeva za odličnost izobraževanja in povečanje znanja s pomočjo temeljnih in aplikativnih raziskav. Sožitje družboslovja, ekonomije, humanistike, medicine, naravoslovja, pedagoških ved, prava, tehnike in umetnosti ustvarja najboljše pogoje za sodelovanje, konkurenčnost in multidisciplinarnost. Študentom zagotavlja enake možnosti izobraževanja, saj se zavzema za akademsko korektnost in integriteto. Temeljne vrednote, ki jih pri tem izpostavlja, so svoboda mišljenja in izražanja, enakopravnost ter strpnost. Fakulteta za organizacijske vede je skoraj 40 letja delovala v neustreznih delovnih prostorih. Učilnice in predavalnice so bile v različnih predelih Kranja, v lastnih ali najetih prostorih. Kabinetov za predavatelje ni bilo, oprema za izvedbo pedagoškega procesa pa je bila pomilovanja vredna. Končno je prišel 7. december leta 1994, ko je bil položen temeljni kamen za izgradnjo nove fakultete. Dela so tekla do leta 1998 in 20. februarja tega leta je fakulteta prvič dobila svoj lastni dom. Na Fakulteti za organizacijske vede izvajamo 3 učne programe organizacije in menedžmenta, in sicer organizacijo in menedžment poslovnih in delovnih sistemov, organizacijo in menedžment informacijskih sistemov in organizacijo in menedžment kadrovskih sistemov. Vsi 3 programi so primerljivi
sorodnimi poslovnimi fakultetami tako v Evropi kot drugod po svetu. Študij na Fakulteti za organizacijske vede poteka po blokovnem sistemu. Študenti imajo odlične pogoje za študij, saj so obkroženi s sodobno infrastrukturo in najnovejšo informacijsko tehnologijo. Vsi študenti lahko dobijo dostop do brezplačne licenčne programske opreme podjetja Microsoft. Dodiplomski univerzitetni in visokošolski študij se zaključita z zagovorom diplomskega dela. Študenti lahko del študija opravijo tudi v tujini. Referat za študentske in študijske zadeve je oddelek, ki je tesno povezan s osnovno dejavnostjo fakultete, torej s pedagoškim procesom. Študenta spremljamo od samega vpisa do zaključka študija. Vodimo pa tudi vse postopke, ki so povezani s študijem. Strokovne sodelavke v referatu vodijo in spremljajo vpisno in izpitno evidenco študenta ter evidenco diplomantov. Izdelujejo urnike in spremljajo pedagoški proces tako za dodiplomski kot tudi za podiplomski študij. Zaposleni v referatu so zadolženi za informiranje in svetovanje novincem in že vpisanim študentom. Fakulteta je skupnost študentov in profesorjev in prav povedan stavek ima na naši fakulteti pravo mesto in zadostno mero razumevanja. V tej novozgrajeni stavbi so pogoji za delo še boljši, svežih idej in motivacije je še več. Fakulteta nudi slehernemu študentu obilico možnosti, tako v času študija, ki je za razliko od drugje blokovno orientiran, kot skrbi tudi za zaposljivost, nabiranje referenc, kompetenc in praktičnih izkušenj. Študenti sodelujejo v vseh organih, kjer so zastopani njihovi interesi. Študenti se vključujejo v interesne dejavnosti študentov preko celega leta, kjer srečamo brucovanje, razne delavnice, pustovanje, študentske igre, koncerte, športno dejavnost in tako dalje. Študenti svoje opažanja in razmišljanja redno objavljajo v reviji Organon. V 4-nadstropni fakultetni stavbi s 5400 kvadratnimi metri uporabne površine je 8 klasičnih predavalnic in učilnic, 8 računalniških učilnic, prostori za kabinete in laboratorije, sejna soba, diplomska soba in pisarne za strokovne službe. Ob zgradbi fakultete leži prijeten park, kjer je moč preživeti proste trenutke med študijem ali pa najti čas za enostavno druženje med kolegi. Pristop do vseh prostorov v zgradbi je mogoč tudi gibalno oviranim osebam. Vsakemu obiskovalcu pa se v spomin vtisnejo čistoča in umetniški izdelki, ki sooblikujejo kulturni utrip fakultete. Raziskave na področju organizacijskih sistemov potekajo na fakulteti že preko 50 let. Organizacijske sisteme proučujemo z različnih vidikov, ki zajemajo človeka v delovnem procesu, tehnologijo in informatiko kot del družbe in okolja. Znanstveniki in raziskovalci Fakultete za organizacijske vede sodelujejo s strokovnjaki v širšem regionalnem, evropskem in svetovnem prostoru. Njihove raziskave so osnova za posodabljanje in razvoj študijskih programov fakultete. Raziskovalci izsledke raziskav predstavljajo v domačih in mednarodnih publikacijah in na konferencah. Koncentraciji znanja na Fakulteti za organizacijske vede pa prispevajo tudi svetovno priznani strokovnjaki s svojimi predavanji. Banka si v tem času svojega poslovanja ne more predstavljati brez dobrega informacijskega sistema. Dober informacijski sistem pa pomeni imeti dobre strokovnjake, ki jih dobimo tudi na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Oddelek informacijska tehnologija v Banki Slovenije zaposluje 45 ljudi, od tega skoraj polovica diplomantov Fakultete za organizacijske vede.
sem glede na to, kakršne ambicije smo imeli v podjetju, takoj začutil, da mi primanjkuje ogromno organizacijskih in ekonomskih znanj. Zaradi tega sem se vpisal na fakulteto in preko študija prišel do tistih znanj, ki sem jih izjemno potreboval za uspešno kasnejše vodenje podjetja. Zaposleni na najbolj odgovornih mestih v podjetju Marmor Hotavlje so diplomanti Fakultete za organizacijske vede. V Zavarovalni družbi Adriatic Slovenica že od vsega začetka izvajamo proces zaposlovanja, pravzaprav kadrovanja in uporabe kadrov v našem procesu. Se pravi, koristimo znanje, ki ga študenti in pa naši bodoči sodelavci dobijo na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju in vse te zadeve potem prenašamo v organizacijo. Zavarovalna družba Adriatic Slovenica stalno komunicira z ljudmi, zato je znanje iz tega področja pomembno za obstoj in za zdravo poslovanje podjetja. Informacijsko srce fakultete bije v prostoru Centra za informatiko in informacijske tehnologije. Vsak trenutek nešteto bitev prečka to informacijsko križišče, ki se ponaša z najzmogljivejšimi potmi aktualnega časa. V knjižnici se nahaja 160 domačih in tujih strokovnih revij. Knjižnica danes razpolaga z več kot 40 tisočimi bibliotečnimi enotami in študentom, profesorjem in raziskovalcem omogoča, da se vsestransko izobrazijo za svoje bodoče poklicno udejstvovanje. V sklopu fakultete delujeta založba Moderna organizacija, ki skrbi za celotno založniško in publicistično dejavnost fakultete, ter Center za izobraževanje in svetovanje, ki povezuje znanje s prakso v smislu organiziranja svetovanj, funkcionalnega izobraževanja ter mednarodnih konferenc. Vsakodnevni logistični procesi na fakulteti potekajo preko tajništva fakultete, dekanata, računovodstva in ostalih strokovnih služb. Za strokovni in znanstveni razvoj področij, ki jih opredeljujejo študijski programi, skrbijo pedagogi, ki delujejo znotraj posameznih kateder. Na Fakulteti za organizacijske vede deluje 5 kateder. Nad kakovostno rastjo dela pa bdi Komisija za kakovost. Poslanstvo Fakultete za organizacijske vede je doprinesti k razvoju regije, države in širše, in sicer s kakovostnim izvajanjem izobraževalnih programov, raziskovalne dejavnosti in svetovanja. Pridobitev akreditacije European Council for Business Education izkazuje orientacijo izobraževalne ustanove k nenehnemu izboljševanju in posodabljanju pedagoškega ter raziskovalnega dela. Akreditacija omogoča večjo mednarodno povezljivost tako v projektnem in raziskovalnem delu, kakor tudi mednarodnih izmenjavah študentov in predavateljev. Življenje na robu mesta, ideja, znanje in prihodnost, ob vznožju gorenjskih vrhov na obronku polja, zlatega polja. Leta teko, zrno živi in ponovno rodi.